Prav nič ga ni zanimalo, kdo je lastnik. Z največjo skrbnostjo je posadil svojih 100 želodov. Leta 1995 je novoizvoljeni predsednik Društva slovenskih pisateljev Evald Fliser od kolega Borisa A. Novaka slišal, da gredo v Barceloni vsako leto na dan svetega Jurija ljudje na ulice ter si podarjajo knjige in vrtnice, založniki pa jim pri tem pomagajo s popusti. 30 let. Na začetku je bil en dan, 23. april, svetovni dan knjige. Knjižni sejem, mize s knjigami med stolpnicama na Trgu Republike, program, močan veter, zadovoljstvo. Drevo, beseda in človek. Drevesa pod zemljo prepletajo svoje korenine in dihajo kot eno, gozd. Tudi mi, 16 mest, povezanih festivalsko dogajanje 30 slovenskih dnevov knjige, bomo svoje besede prepletli v skupen glas. Glas ljubezni do knjig in do narave. Vabljeni na osrednje prizorišče festivala. Knjižne izdaje, novitete, žive debate, literarna branja, podelitve uglednih nagrad, filozofska klopica, glasba, vidni avtorji in avtorice ter drugi akterji na polju knjige. Ja, super. Dopoldanski del programa bo namenjen otrokom. Male in mlade bralce in bralke festival z dogodki in delavnicami na ustvarjalen način zbližuje s knjigo. Vabim na Društvo pisateljev na posebno prireditev z imenom Vila, miška, čaj in še kaj. Lepota knjige na soncu, komunikacija, navzočnost, priložnost, zdrževanje posla, 3-dnevni knjižni sejem na sončni strani pisateljske hiše, kjer imata sedež tudi Slovenski center PEN in Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Narava, ekologija, ekopisava in ekokritika. Prihaja Nataša Kramberger, prejemnica nagrade Prešernovega sklada, pisateljica in kmetica.